glavna pokrovitelja oddaje sta Natural Earth, preizkusite zdravilno moč narave, in Hyundai. Dober dan v prvi letošnji oddaji za zdravje. Letos bodo z nami najboljši strokovnjaki, ki bodo za vas pripravljali zanimive in koristne nasvete. Tako nam bo danes Jelena Dimitrijevič najprej svetovala, zakaj je pomembno, da vsak dan zaužijemo kamu, najmočnejši naravni C-vitamin. Jelena, kaj je kamu? Kamu je v bistvu grmičevje, rastlina, oziroma tukaj govorimo predvsem o sadežu, ki raste na poplavnem področju amazonskega deževnega gozda. In so takšni lepi sadeži, rdečo-vijoličaste barve, velikosti recimo manjše nektarine, bi temu lahko rekli. In na zanimiv način v bistvu raste pod vodo, tukaj govorimo seveda o divjem kamuju. In to tudi 4 mesece, potem, ko se Amazonka spusti, potem tudi tisti lepi sadeži pridejo ven in jih domačini pobirajo s kanuji, se prav na poseben način se prebijajo pravzaprav do teh sadežev, niti ne moreš tako enostavno priti. In potem jih posušijo tradicionalno, zmeljejo v prah in na tak način jih uporabljajo. V bistvu veliko časa se ta prednost, ki jo sam sadež ima, niti ni znala, niso poznali tega. Tam leta 1957 so v bistvu na Inštitutu za prehrano v perujskem območju oziroma na perujskem ministrstvu za zdravje so odkrili, kakšna riznica bogastva in zdravja je prav v tem majhnem sadežu. Odkrili so ogromne količine naravnega vitamina C. Seveda tudi drugih snovi, ki jih sam sadež vsebuje, se pravi govorimo o kompleksni zadevi. Tukaj je veliko tudi različnih aminokislin, vitamini B1, B2, B3, različni minerali, kot so recimo kalcij, fosfor, železo in tako naprej. Pa recimo ene posebne snovi, ki so ključne za dobro absorpcijo in izkoristek tega vitamina C, to so bioflavonoidi. Se pravi, brez bioflavonoidov niti ne moremo dobro izkoristiti ta vitamin C, ki je v kamuju. Vemo pa, zakaj je dober vitamin C, predvsem zaradi tega, da v bistvu pomaga, zdaj tudi v teh časih, ko ga še posebej potrebujemo, to je takrat, ko so virusi, prehladi, tudi ko imamo kakšne tudi bakterijske okužbe, tudi če imamo težave recimo z virusom herpesom, če se rane ne zacelijo tako dobro, če ga uporabljamo, potem se bojo hitreje celile. Tudi če želimo podaljšati svoje življenje, zaradi tega, ker zmanjšujejo ta oksidativni stres, ker delujejo kot močen antioksidant. Poleg tega pa tudi recimo, če so kakšne težave, recimo možganske narave, recimo kakšen Alzheimer, demenca, tudi nekaj raziskave na tem področju narejeno. Če kadimo, v tem primeru je res dobrodošlo, ker v bistvu tudi obstaja ena raziskava. Leta 2008 so na Japonskem naredili preiskavo, kako to izgleda uživati recimo naravni vir vitamina C in umetni askorbinsko kislino in so ugotovili, če se uživata naravni vir, potem se definitivno naredijo spremembe oziroma se drastično zmanjša ta oksidativni stres, pa če se pa uporablja umetna oblika, potem se nažalost ne zgodi nič. Pri kamuju je pa tudi to pomembno, da naredimo samo eno primerjavo, vsebuje 3000% več vitamina C kot limonin sok in 40% več vitamina C kot je primer z acerolo, v primerjavi z acerolo. Pa so različne druge stvari, recimo pri vitaminu C je tudi pomembno, da je ključen za tvorbo kolagena, zelo pomemben pri delitvi celic, recimo takrat se uporablja za podporo telesu, se pravi za enostavno imunski sistem ne more dobro delovati, če v bistvu ne zaužijemo zadostne količine vitamina C, če ne zaužijemo dosti sadja, zelenjave, tam, kjer so taki dobri viri tega vitamina. Jelena, kakšna je torej razlika med naravnim C-vitaminom in sintetičnimi oblikami? Kamu je v prahu in popolnoma naraven. Ja, seveda, razlike so ogromne, kot sem že prej omenila. To raziskavo, ki so delali prav na kadilcih, se pravi, jasno se je dalo videti, da v bistvu naravni vitamin C absolutno deluje na naše telo, predvsem zaradi tega, ker vsebuje snovi, ki so še zraven, predvsem tukaj govorimo seveda o bioflavonoidih. Umetni vitamin C, govorimo o askorbinski kislini, se zelo težko absorbira, velik del tega, ker se itak nahaja v takih ogromnih količinah, se niti ne more dobro absorbirati, niti izkoristiti v našem telesu.
Tukaj govorimo seveda res o naravnem viru, ker kamu je v bistvu sadež, ki vsebuje največ vitamina C na celem svetu. Se pravi, ni druge rastline, ni drugega sadeža, ki vsebuje toliko vitamina C kot recimo kamu. Lahko ga tudi poskusimo, ker v bistvu ga je najboljše kot vsaka druge zdravilne rastline uživati v obliki prahu. V tem primeru se zmeša skupaj z vodo, je dosti podoben tudi limonadi zaradi te visoke vsebnosti vitamina C. Tako da lahko damo recimo 1 čajna žlička ali polovica, se pravi najboljše je, da to razporedimo čez dan, ker vemo, kako je to s C-vitaminom. Je dobro, da v bistvu zaužijemo na vsake 2 do 3 ure ali 4 ure recimo, ker zelo hitro pride ven iz telesa. Tako da telo nekaj od tega vitamina lahko absorbira naenkrat eno količino, potem pa ostalo se izloči to, česar ne more uporabiti. Tako da v bistvu zmešamo z vodo, 1 čajno žličko recimo razporedimo čez dan, lahko zmešamo v tekočino in je potem na vsake 4 ure majčkeno spijemo ali takrat, ko želimo, takrat to zmešamo in se zelo hitro in lepo se tudi raztopi. In potem, če želiš, lahko poskusiš, izvoli. Je zelo prijetnega okusa, lahko se uživa skozi celo leto, posebej poudarek seveda v tem času, ko ga več potrebujemo. Ja, povej mi samo še tole zdajle, ko je obdobje prehladov, viroz, grip, to je res ena fantastična zadeva. Absolutno, zaradi tega, ker v bistvu potrebujemo malo večjo podporo našemu imunskemu sistemu in zaradi tega potrebujemo nekaj, kar ga bo še dodatno okrepilo. Se pravi, kot smo že omenili, je zelo močen antioksidant in preprečuje prav tiste okužbe, pomaga našemu telesu, da lažje pride v ravnovesje in da ne zbolimo tako hitro. Komu se torej priporoča jemanje kamuja? Ja, kamu lahko vsak uživa, kot smo rekli, to je hrana, to je sadež, ki je sam posušen iz mlet, tako da tudi otroci, ko začnejo tudi uživati hrano, lahko dodajajo starši v hrano, v pijačo, lahko tudi starejši, tisti, ki imajo prav posebne težave, recimo, ki so povezane ali s kakšnimi virusi, posebej ta virus herpes ali kakršnakoli vnetje, tudi osteoartritis, kakšen revmatoidni artritis, tisti, ki so anemični, recimo, ker kamu oziroma naravni vitamin C izboljša tudi absorpcijo železa in pri marsikateri drugi težavi, kjer je treba tudi okrepiti delovanje našega telesa. Jelena, in še čisto za konec, preventiva je pa še kako pomembna. Ja, absolutno. In ko imamo že možnost, da si pomagamo na tak način, da užijemo tako kakovostne rastline, potem je to treba narediti, zaradi tega, ker vemo, da danes živimo v takem okolju in na način, ki ni najbolj optimalen za človeka in potem si moramo vzeti nekaj, kar nam bo dodatno okrepilo telo in nam pomagalo, da vzpostavimo eno ravnovesje.